Prisrčno pozdravljeni pri novi epizodi podcasta Infinite Storyscapes kulturnega društva Interference. Projekt Infinite Storyscapes vabi pred mikrofon ženske, ki živijo v regiji Koroška, Štajerska, Slovenija, s vprašanji o njihovem vsakdanjem življenju in njihovih življenjskih področjih navduševanj. Današnji gost je gospa Hodnik Nikolič, ki je leta 2021 z vodenjem Slovenske gospodarske zveze v Celovcu prevzela odgovornost za oblikovanje slovensko-avstrijskih trgovskih odnosov. V iskanju novih obzorij se je samozavestna menedžerka odločila, da si želi izkušnje nabirati tudi izven Slovenije. In ob prihodu v Avstrijo še ni načrtovala, da bo Koroška postala središče njenega dolgoletnega življenja. Kakšen potencial vidi gospa Hodnik Nikolič v regiji Alpe-Jadran? Česa na Koroškem ni pričakovala? Kaj trenutno pogreša v Celovcu in nad čim je očarana? Pred okoli 200 leti so predniki gospe Hodnik Nikolič se preselili iz Šentjakoba v Rožu v Bohinj v Slovenijo. Z njeno preselitvijo na Koroško se je tako ta družinski krog sklenil in se gospa Hodnik Nikolič tukaj počuti kot doma. Pogovor z Vesno Hodnik Nikolič vodi Katarina Vakovnik-Pajnič. Pogovarjava se dve priseljenki iz Slovenije na avstrijsko Koroško. Dve Slovenki z različnimi usodama, z različnimi cilji, različnimi družinskimi okoliščinami, različno, a hkrati podobno. Ne dodam, da se z Vesno že kar dolgo poznava in se bova zato tudi tikali. Živijo, lep pozdrav vsem poslušalcem. Moje ime je Vesna Hodnik Nikolič. Zelo rada rečem, da sem Bohinjka v prvi vrsti in potem Slovenka. Bohinj je moj dom, od kjer izviram in verjetno tudi tam prihajajo vse moje lastnosti, ki sem jih nekako razvile, se mi zdi, v življenju. Živim sedaj v Celovcu, 8 leto je že odkar smo tukaj. Z družino imam hčerko Elo in sina Tila in z možem sva se takrat leta 2013 preselila na Koroško. Verjetno iz radovednosti, priložnosti, ki naj bi bila kratkotrajna in se je potegnila na dolgotrajno priložnost. Kakšno pa je bilo torej znanje nemščine ob tvoji oziroma vaši preselitvi in kako je le to znanje povezano s tvojim življenjem na Koroškem v zadnjih letih? To je bilo precej zanimivo. Midva sva se preselila na Koroško za obdobje 2 let. Takrat je bil tak plan, ker je mož dobil eno tako dobro priložnost. Povabili so ga k enemu projektu, ki ne bi se v roku 2 let zaključil. Tako da to je bil nekje en časovni okvir in o nemščini niti bližno nisva razmišljala, da jo praktično zelo potrebujeva. Jaz sem bila takrat ravno noseča in sem vedela, da bom izkoristila čas na Koroškem za to, da bom špancirala po Celovcu, uživala, spoznavala ljudi, govorila angleško, kot sem to običajno počela. No, seveda se tukaj tako zapletlo, ker večinoma tukaj so vsi govorili nemško, razen seveda ta slovenski del, ki se mi je potem nekako kasneje tako priklopil v življenju. In sva znala zelo, zelo slabo nemško. Mož praktično skoraj ni govoril nič. Jaz sem imela nekaj osnovnega znanja iz srednje šole, ki je bilo takrat že 15 let nazaj. No, in ko sem šla roditi v bolnišnico, to je ena anekdota, ki jo zelo rada povem, sva imela na takem listku, sva imela napisano par takih osnovnih stavk, kot v tem smislu, mojo ženo boli, prosim, pomagajte nama, dobila bova otroka, prosim, dajte ji kaj proti bolečinam. Tako da sva se to potem napisala na listek in sem imela to s sabo v bolnišnici. Tako da to je bila kar ena taka zanimiva izkušnja, prideti z slabim znanjem nemškega jezika, ampak so se potem oba dva hitro znajdla, takoj sva vpisala tečaj nemščine, začela gledati nemške programe in potem nekako življenje in tudi jezik nekako potem kar stečeta. Povezovanja preko meja so ti zelo pomembne. Zakaj in od kje ti ta želja po povezovanju? Jaz mislim, da je to malo moja narava. Predvsem pa res vidim tukaj eno strašno veliko priložnost za povezovati se v tej regiji. Ampak bi rekla predvsem to, ko sva z možem razmišljala, ali bi se šla v Avstrijo živeti,
ali ne, takrat sploh ni bilo dilema, ampak je bilo zanimivo, da sva vedno razmišljala, da bo šla mogoče v Ameriko za nekaj časa, ali pa na Dansko, ali pa nekako tako, pač oba dva sta se želela malo izkušenj s tujino. In potem, ko sva dobila to priložnost, da prideva v Avstrijo, sva rekla, wow, Avstrija, se to je pa tukaj čist blizu. Praktično se mi zdi, da smo tako blizu eni drugih, ampak hkrati tako daleč. Ker nas v osnovnih šolah ne učijo o zamejstvu. Mi ne vemo, kaj se v zamejstvu vse dogaja. Mi ne vemo, da tukaj so mladi, ki radi govorijo slovensko in je to za njih, da z mano se pogovarjajo slovensko, en tak velik plus. In se mi zdi, da tukaj moramo še več narediti, da je tukaj še en velik prostor, ki ga je potrebno izkoristiti in to ga s srcem želim izkoristiti in upam, da bom kaj doprinesla k temu. Za Vesno Hodnik Nikolič je letošnje leto 2021 nekako prelomno leto, če lahko tako se izrazim. S 1. junijem si namreč prevzela, poleg vseh aktivnosti, ki si nam zdaj opisala, tudi vodenje Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, se pravi s kratico SGZ za naše poslušalce, kjer si bila dosedanja vodja projektov. Imaš namreč kar 18 let izkušenj s področja marketinga in prodaje v mednarodnem okolju, kot si nam že opisala. Kje pa vidiš svoje konkretno poslanstvo v tem našem skupnem, velikokrat opisanem prostoru Alpe-Jadran? Z velikim veseljem sem prevzela to pozicijo s 1. junijem, torej vodenje Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Mislim, da mi je to pozicija, ki mi je pisana na kožo, ker lahko pravzaprav združim vsa znanja, ki sem jih nabrala v preteklosti, izkušnje, ki sem jih nabrala. Super mi je to, ker govorimo o gospodarstvu. Gospodarstvo kot tako mi je zelo blizu. In vedno jaz rečem, da je marketing ena filozofija gospodarstva, filozofija poslovanja in da je zato marketing tako ena taka širok pojem, ker sem praktično delala od vodenja poslovnega kluba že prej v Sloveniji, do vodenja kadrovske službe, bila sem direktor marketinga v enem mednarodnem podjetju in vse to nekako je tako dobro se zaplete zdaj s tem, da lahko v tem alpsko-jadranskem prostoru zdaj zares lahko motivirano delam naprej z neko vizijo. Ne. To mi je zares super, no, moram reči, da uživam na tej poziciji. Moram povedati, da sem prva Slovenka, ki je prevzela vodenje krovne organizacije, tako da tudi koroški Slovenci se odpirajo v regiji. Zdi se mi, da naša organizacija zares povezuje regijo, da lahko dvigujemo konkurenčnost regije v smislu gospodarstva, da lahko podjetjem pomagajo, da so boljša, efektivnejša, da iščejo nove poslovne partnerje, nove poslovne modele, tukaj govorimo predvsem zdaj o krožnem gospodarstvu in tako naprej, da se prakse iz ene strani preslikavajo na drugo stran, da si pravzaprav med sebojno pomagamo. Tako da tukaj vidim res en tak sklop enih različnih situacij, ki so pripeljale pravzaprav do tega, da sem zdaj lahko samozavestno vodim eno tako organizacijo, kot je Slovenska gospodarska zveza. Se pravi, če se je v povezavi s Slovensko gospodarsko zvezo v javnosti pojavilo tvoje ime, si pred časom prvenstveno govorila predvsem kot strokovna sodelavka projekta Interreg Slovenija-Avstrija Connect SME+. Nam lahko, prosim, predstaviš ta projekt in njegov trajnostni pomen ter cilje njegove? To je bil Interregov projekt, se pravi Interreg, sodelovanje dveh držav, Slovenije in Avstrije. To so perspektive Evropske unije, se pravi sredstva, ki jih Evropska unija dodeljuje za razvoj regij. In ta projekt je izhajal še iz prejšnje perspektive in je bil namenjen za internacionalizacijo malih in pa srednje velikih podjetij. Internacionalizacijo predvsem v tem smislu, da se slovenska podjetja internacionalizirajo oziroma grejo na avstrijski trg in širše, in pa tudi na drugi strani, da avstrijska podjetja vidijo potencialni trg za investicijo v Slovenijo in da investirajo, se pravi, da se razširijo svoje poslovanje v Slovenijo. Ker tukaj moramo vedeti, da je blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo ogromna, da je blagovna menjava med Koroško in Slovenijo že velika in da je vedno v vseh teh letih rasla. Zdaj, na račun COVID-a je sicer nekoliko upadla, ampak v povprečju še vedno je pozitiven trend
In ker je bila sreča, pri tem projektu sem bila lahko zelo kreativna, ker poleg tega, da smo delali na konkretni internacionalizaciji, namreč za podjetje smo pripravili tak manjši MBA v smislu modulov, kjer so se podjetja izobraževala, kako se internacionalizirati, spravi, kako narediti marketing, kaj to pomeni digital marketing, kaj to pomeni delati z različnimi kulturami, z različnim jezikom, kako narediti raziskavo trga, kaj so tisti pomembni koeficienti, ki jih iščemo, kako sklepati partnerstva in tako naprej. Poleg tega smo pa res delali veliko s konkretnimi podjetji in smo imeli kar nekaj poslovnih konferenc, ogledov slovenskih podjetij, ki so uspešna mednarodna in pa ogled avstrijskih podjetij, ki so aktivna tudi v slovenskem okolju. Trajnostno ta projekt ni bil direktno naravnan, torej ni bil direktno naravnan na to, kar nas čaka v prihodnje, ker v prihodnje bodo projekti bolj trajnostno naravnani, se pravi, bolj se bo šlo v smeri krožnega gospodarstva, pospeševanja nekih krožnih zgodb, spodbujanje podjetij, da razmišljajo o trajnostnem razvoju. Se pravi, poleg programov čezmejnega delovanja ob številnih aktivnih pripravah na novo finančno perspektivo Evropske unije uvrščaš med prednostne naloge v prihodnje predvsem delo z mladimi. Med drugim si kot strokovna sodelavka najtesneje povezana z izvajanjem vsebinske zasnove mreže Alpe-Jadran, kratica je MAJ, torej mreža Alpe-Jadran. Kakšen je pomen mreže MAJ in zakaj te navdušuje ravno delo z mladimi? Mreža Alpe-Jadran, jaz ji rada rečem mladi Alpe-Jadran, MAJ, to ne bi bil inkubator proaktivnih mladih zamejcev. In ta projekt zdaj poteka 4. leto, financiranje strani urada za zamejce, za Slovence v zamejstvu in po svetu. In ideja tega projekta je, da se mladi iz regije srečujejo v zamejstvu, mogoče tudi v kakšnem zamejstvu, ki ga mogoče ne poznajo tako dobro, kot je Kanalska dolina, ali pa Monošter, ali pa mogoče Gorski kotar, vsi poznamo Trst, pa Celovec, pa Reko, ne poznamo pa teh manjših krajev. In ideja je, da mlade poskušamo iz vseh regij dobiti skupaj in jim predstaviti Gorski kotar, in jim predstaviti tam ljudi, njihovo zgodovino in zraven dodati še gospodarsko tematiko. Predvsem se nam gre za to, da bi se mladi v regiji povezali in da bi videli, da so tukaj možnosti za izobraževanje, za delo, za zaposlovanje, da mogoče sicer je super razmišljati o Parizu in Londonu in New Yorku in tako naprej, ampak da je tudi študij mogoče v Trstu ali pa študij v Ljubljani ali v Celovcu lahko ena super odlična izkušnja in da je tukaj en kup enih zanimivih podjetij, ki lahko tudi mladim nudijo zelo velik potencial. In kaj še prednost? Vsi ti mladi so večjezični. Mislim, to je taka kvaliteta, ki si jo ne moremo zamisliti, ker tukaj se pa večinoma dogaja, da ti mladi govorijo vsaj 3 jezike in to tekoče. In to se mi zdi, da dela to regijo tako posebno in tako super in zato s temi mladimi tako fajn delati, ker so odprti, ker si želijo povezovanja. Tako da MAJ za mene je zares velik navdih delati s temi mladimi. Zdaj smo bili pred kratkim na Reki, se pravi Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in smo imeli tematiko seveda spoznati Reko in kako deluje zveza. Hkrati pa smo govorili o vodiku. In mladi so prvič slišali za vodik kot nov vir energije. In to je bilo za njih tako navdušujoče. Mislim, predavatelj ni imel časa niti kavo vmes piti, niti kosilo ni mogel pojesti, ker so ga mladi okupirali z neko novo idejo. On jih je navdušil za neke nove start-up ideje. In to je tisto, kar se mi mogoče da ne zaspimo, mi, ki nismo več generacija Z, pa tako, da vidimo to navdušenje, teh mladih očeh, ko se srečajo z neko novo temo, ki jim daje tako spodbudo za naprej. Tako da MAJ je za mene zares ena taka zelo srčna zadeva in si jo želim delati še naprej. V covidu je seveda bil velik izziv delati MAJ, ker se osebno nismo mogli srečati z mladimi, no letos že malo. Smo pa zato prirajali odlične webinarje, ki so jih potem spremljali tudi naši Slovenci v Argentini, pa v Clevelandu, pa v Avstraliji, pa tako naprej. Tako da je bilo tudi po svoje zanimivo, ampak drugače. Kako pa ocenjuješ na drugi strani možnosti izobraževanja za mlade danes? Kaj je po tvojem mnenju optimalno že urejeno na tem področju in kaj meniš, da je kljub vsemu
kje, da še vedno obstajajo primanjkljaji? Kaj bi ti vzpodbujala in zakaj? Ja, bom začela s tem, kar me najbolj moti. Zdaj smo imeli par situacij, kjer si je kar nekaj koroških Slovencev, študentov želeli študirati v Ljubljano. In tam stvari še niso tako urejene, da bi bil ta vpis enostaven, da bi bil to izenačen z rečemo slovenskimi študenti. Tako da to se mi zdi, da tukaj je še ene velikega prostora, da bi ga lahko izkoristila. Ampak se mi zdi, da tukaj bi se Slovenija lahko bolj odprla še, bolj pomagala mladim, da imajo ta stik s slovenščino, ki si ga želijo. Tako da tukaj vidim še eno tako veliko luknjo, ki jo mogoče treba birokratsko rešiti. Mogoče niti ni toliko problem motivacije kot birokracije na nek način. Po drugi strani sem presenečena, in to sem seveda zvedela šele sedaj, kot sem tukaj v Slovenski gospodarski zvezi, da je več kot 200 mladih je v srednjih šolah tukaj v Celovcu, se pravi na Trgovski akademiji, pa na Slovenski gimnaziji, pa v Šentjakobu. Skratka, veliko mladih že prihaja v Avstrijo na šolanje in tukaj jim ponujajo dvojezično izobraževanje. Mislim, kakšna res dodana vrednost je to tudi za Slovenijo, da mlade lahko pošljajo čez mejo, temom, ki je drugačen kot v Sloveniji, da imajo stik z jezikom, da se povežejo tukaj z mladimi v regiji, v Celovcu in okolici. To se mi zdi pa zares dobro. In te šole, zelo veliko sodelujem z njimi, prav zaradi projekta Maj in tudi s šolami iz Trsta in pa Gorice, ki so dvojezične, zares kapo dol za njihove programe, motivacijo, entuziazem posameznikov, ki delajo z mladimi, tako da to je pa res navdušujoče. Delovanje na nivoju skupnih regij je torej trajnostno delovanje po teh definicijah. Kako pa ti vse te aktivnosti in stanja, ki te vsakodnevno v tvojem delu obdajajo, občutiš, se pravi povezovanje regij v navezavi na globalizacijo, ki je zelo prisotna? Mogoče imam tukaj malo srečo, da jaz delam v zelo regionalni pisarni, lahko rečem, se pravi, da delujemo zelo regionalno. Po drugi strani moj mož dela na globalni poziciji v podjetju Flex, kjer dela na globalnem tržišču. Tako da imam res oba dva svetova nekako. In kaj zdaj COVID pokazal? COVID je pokazal, kako je regionalizacija vedno bolj pomembna. Saj ves čas govorimo o globalnih vaseh, the world is flat in tako naprej. Ampak zdaj nam je pa ta kriza pokazala, kako se pravzaprav v določenih stvarih moramo potegniti nazaj in iskati regionalne rešitve. Vsa ta napihnjenost, še več kapitala, še več potrošnje, še več trošiti, mislim, nam je pokazala, kaj smo zdaj prišli v teh 2 letih, in je pokazala mnogim podjetjem, da se mora spet nazaj regionalno povezovati. Tako za nas kot Slovensko gospodarsko zvezo je seveda to plus, ker pomeni tudi to, da je mogoče zdaj imeti dobavitelja iz Kitajske mnogo težji, če ne tudi potem cenovno dražji, kot imeti nekoga, ki deluje tukaj v regiji. Tako da se mi zdi, da se bodo te globalne navezave, pa tako imam občutek, da se bodo spremenile. Seveda, svet je postal globalen, povezani smo, informacije krožijo, ampak mislim, da ta faktor regionalizacije, da postaje spet zelo močen in da smo ga zdaj v COVID-u, v teh časih zelo dobro spoznali. To je moje osebno mnenje. Tudi vidimo vsaj premožno migracijo nekaterih proizvodnih nazaj v Evropo, se pravi nazaj bližji. Na primer, en tak čudovit primer je gastronomija. Ne vem, jaz upam, da nihče od nas ne kupuje več kitajskega česna, to si zares želim, ker to mi je najhujše, da kupujemo česen iz Kitajske, ne vem zakaj, mogoče mi je to tako kot en simbol. Da pač moramo tukaj regionalno izbirati tudi produkte in živeti produkte, ki so v naši okolici, v naši bližini, ker ta bližina, te kratke nabavne verige so, mislim, da zelo pomembne. Tudi projekt, ki se ga bomo lotevali na področju nove evropske perspektive, bo ravno v iskanju kratkih nabavnih verig čezmejnih, v iskanju nekih rešitev in tako naprej. S svojim naprednim razmišljanjem, Vesna, sporočaš procese sprememb.
Zakaj meniš, da so te spremembe tako pomembne za našo prihodnost in na katerih področjih je to še posebej izrazito? Sprememba, mislim, da je sprememba stalnica, to nam je zdaj že jasno. Ni vedno nujno, da je potrebna sprememba, da je nekaj boljš. Včasih je mogoče iti korak nazaj, pa si reči, ok, gremo nazaj v back to basics, nazaj k osnovami. Tako da tudi to sem zdaj nekako že malo z leti videla. Je pa tako življenje samo in tudi gospodarstvo se en tak velik en živ organizem čutim in pač potem ga je potrebno prilagajati, ne. In tako kot je rekel ta antropolog, pač človeško telo se je moglo prilagajati vsem novim načinom življenja. In on, na primer, govori o tem, kako je sedenje pravzaprav naš največji sovražnik v prihodnosti, da preveč sedimo. In potem dobro vprašanje zastavi v knjigi. Preštejte, na koliko različnih stolih ste sedeli danes. Tako da se mi zdi, da pač moramo slediti spremembam, včasih moramo biti tudi mi kreatorji sprememb, ni pa nujno, da je vsaka sprememba najboljša sprememba. Kako pa si se znašla, Vesna, na moškem gospodarskem parketu? To je vedno en izziv. Imamo pa ženske neke lastnosti, ki jih mogoče moški nimajo. In mislim, da je to ravno ta povezovalnost, ta empatija, da tukaj potem lahko izkoriščamo to v prid. Mislim pa, da tudi danes moška družba in pa ta moški svet, tako imenovano, seveda obstaja, ampak če si ti dober sogovornik, konkreten, profesionalen, strokoven, potem tukaj niti ne vidim razlike in ovir. Zagotovo pa, ko je ženska mama, seveda se neke prioritete spremenijo. Mogoče tudi zato, kakšne delovne naloge opravimo hitreje, bolj efektivno, znamo razporediti mogoče nekaj čas, ker mi si moramo čas razporediti tudi zato, da skuhamo dobro kosilo, da imamo čas za igranje in tako naprej. In se mi zdi, da znamo biti včasih bolj efektivne. Ker jaz vedno pravim, da je pri delu pomembna tudi operativnost, ne samo biti vizionar in kreativen in samo nanizati neke ideje, ampak biti potem tudi operativen, da znaš tudi speljati stvari. In to dostikrat vidim nek primanjkljaj, pa ne samo med ženskami, ne samo med moškimi, ampak nasploh, da včasih smo polni enih idej, potem pa pri operativi nas pa potem zmanjka. Da ostaneva doma v tvoji prvotni primarni družini, ali si se doma starši tudi pogovarjala o gospodarskih vprašanjih oziroma so tvoji starši bili oziroma so še zaposleni? Ne, moja starša sta že oba dva v penzionu, imamo pa doma apartmaje, pravi, pri nas imamo tradicijo že od leta 46, da oddajamo sobe turistom, tako da sta starša napolno zaposlena s tem. Ampak vedno se je pri nas govorilo o gospodarstvu, še več o politiki. Z očetom sva se rada pogovarjava o politiki in razglabljava o vseh možnih političnih situacijah. Mislim, da je moj oče tudi eden izmed redkih, ki je sposoben gledati cel dan sejo državnega zasedanja v Sloveniji. Tako da vedno smo veliko govorili. Moja starša sta bila oba zelo odprta, oba dva zelo čuječa in mislim, da nas to povezuje še danes in to bi rada tudi dala na otroke nazaj, se pravi to, da bi živeli v eni taki solidarni in taki sočutni družbi in to seveda mora izhajati iz primarne družine. Moji predniki so se pred 200 let preselili iz Koroške v Bohinj. Torej, naša hiša bo čez 4 leta stara 200 let. In družina prihaja iz Šentjakoba v dolini Rož. Tako da očitno že imam neke te navezave na Koroško, da sem se po 200 letih vrnila jaz nazaj na Koroško in tudi nekaj časa živela v dolini Rož in mi je bilo zelo, zelo všeč. Celovec je seveda bolj praktičen, ampak dolina Rož mi je tako pri srcu in očitno zdaj vem zakaj, ker imam prednike od tam. In moram enkrat pogledati v cerkuče, kje najdem zapis, kdo so bili moji predniki, od kje so točno prišli in če imamo še kakšne sorodnike tukaj. Ampak zanimivo, ne? Kako se nekako krog življenja tako nekako potem tako lepo zaključi ali pa, kaj pa vem, tako obrne. Zelo zanimivo je. Posebej to, ker govoriva o prekomejnem povezovanju, o tem, kako si
izpostavila v bistvu pomanjkanje informacij v slovenskem šolskem sistemu glede življenja slovenske manjšine posod, ne samo tu na avstrijskem Koroškem, se popolnoma strinjam s tabo. Hkrati pa so že generacije in generacije naši predniki kljub temu, sploh med Gorenjsko in med Koroško, prihajali preko meja in ni bilo takrat nobenih omejitev, ne jezikovno, ne politično, ne zgodovinsko, kakorkoli. Mislim, da nam je to zapisano v našem DNK-ju, ne? To je očitno naš dedni zapis, ki ga nosimo s sabo. Kakšen svet pa, da nadaljujeva, zapuščaš na drugi strani ti svojima otrokoma? Kakšen zgled ima želiš biti, česa ima želiš manj, kot si sama doživela in česa več? Zdi se mi, da sva jima dala zelo veliko, ker bosta dvojezična, da je to res dobra osnova za naprej. In ker ima ves čas polagam v srce, je stik z naravo. Za mene je zelo pomembno, da stik z naravo, da čutite naravo, da se v naravo ne meče smeti na tla, se pravi, pri nas je stroga prepoved odlaganja smeti kamorkoli, da je treba skrbeti za naravo, da če se gre na sprehod in se vidi plastičen odpadek na tleh, ga poberemo svojo vrečko in ga odnesemo na dom, zato ker je treba čuvati naravo in je treba skrbeti za okolje, v katerem živimo. In da plastika, naprimer plastičnih igrač, ne rabimo nositi v naravo. To so neke take stvari, ki se zdaj, ko sem majhna, ima želim zares dati, in pa ljubezen do hribov. Tako da zdaj počasi že osvajamo vrhove, počasi osvajamo Koroško, tudi na račun tebe, Katarina, ker nas tako lepo vodiš po vseh koroških hribčkih in gričevjih in razgledih in tako, in smo že dali kar en velik del tvojih namigov čez. In to bi jima zares rada dala, da se znata gibati v prostoru, v naravi in da sta sočutna, vedoželjna in delavna. Mislim, da sva oba z možem sva delavna in mislim, da je to en dober vzorec, ki ga daš lahko otrokom, da ni vse samoumevno. Ostajava kar na avstrijskem Koroškem. Kako pa si sprejela in realizirala vse manjšinske tematike na avstrijskem Koroškem? Kaj te tu od vseh aspektov dvojezičnega, večjezičnega življenja, tako rekoč, tu najbolj fascinira? Mladi. Jaz se za manjšinsko problematiko kot tako osebno zares nisem tako direktno ukvarjala. Nisem tako direktno vpletena, se pravi, moje primarno delo v Slovenski gospodarski zvezi je kljub samo gospodarstvo, ne? In mogoče to manjšino najbolj začutim pri delu z mladimi, se pravi to ljubezen do jezika, to željo po povezovanju, to željo po izražanju slovenščini in po sodelovanju čezmejnem. Tako da tukaj vidim in to me fascinira. Fascinira me pa tudi to, ker jaz poskušam se dobro naučiti nemško, ampak to mi med koroškimi Slovenci zelo slabo uspeva, ker praktično vsi želijo z mano govoriti slovensko. In dokler tega zares ne vidiš, ne občutiš in ne doživiš, kako so ljudje veseli, ker govorijo slovensko. In to je vedno ta fascinacija, ki jo ves čas občutim, ta ljubezen do slovenskega jezika, ki je v Sloveniji samoumevna, ne? V Sloveniji nihče ne razmišlja, ok, govorim slovensko, to je zares nekaj posebnega, moj jezik in tako naprej. Zdaj posplošujem zelo, ampak tukaj je pa ta ljubezen teh, ki so ohranili slovenski jezik. To dvojezičnost mi je pa zares fascinantna in mi je to tako, mi je res fajn. Naučila sem se že nekaj, kakšen koroški izraz, marvati in tako naprej, tako da to mi je vse tako zanimivo, tudi dialekte poslušati in ja, tako fajn. In še nekaj me fascinira, to moram zares izpostaviti, kulturno angažiranost mladih. To mi je res, tega v Sloveniji je bilo, ko sem bila mlajša, v času Jugoslavije, naprimer, takrat smo imeli več takih krožkov, pa smo ponosno peli, pa tako. Pa se mi zdi, da zdaj tega ni več. Tukaj je pa to, da vsak izmed teh mladih, teh koroških Slovencev, ki jih poznam, je ali aktiven v pevskem zboru, ali v gledališkem, ali piše nek prispevek. Mislim, in to mi je res, to mi je tako všeč, to mi je res tako k srcu, tako mi je to zelo priraslo, no. Kako pa sama ocenjuješ, oziroma kako sama živiš v sebi to koroško dvojezičnost? Kako jo ti čutiš v sebi? Koliko si tega ponotranjila, vse teh aktivnosti, ko si nam zdaj opisala?
Mislim, glede na to, da izhajamo očitno iz Koroške, ne, je očitno zapisano v mojem DNK-ju, tako da to je že, je očitno že v meni. Zaradi Slovenske gospodarske zveze in zaradi ljudi, ki jih spoznavam tukaj, seveda bolj razumem manjšinsko problematiko, nekako živim z njo. Moja 2 otroka tudi hodita v dvojezično šolo in pa v dvojezični vrtec in tam se tudi lepo vidi ta dvojezičnost, to življenje z manjšino. In še nekaj, v Celovcu ni velike knjižnice, naprimer mi smo v Sloveniji navajeni velikih knjižnic, in pa, naprimer, mi smo imeli knjižnico v vsaki najmanjši vasi. Moja vas, ker sem jaz doma, se pravi Stara Fužina v Bohinju, to je majhna vas, mi smo imeli svojo knjižnico. Tukaj je pa knjižnica kar en tak, se pravi, Celovec kot tak nima ene velike knjižnice, ampak obstaja pa slovenska knjižnica. In ta je, mislim, da dobro obiskana in tukaj spet začutiš to, kako jezik res bogati družbo, v kateri živimo. In to sem že govorila z nekimi predstavniki tukaj iz dežele in sem rekla, kako to, da ni knjižnice tukaj, to me res fascinira, ker knjižnice so en tak prostor izobraževanja, stičišče mladih, stičišče najmlajših, se to ni samo izposoje knjige, knjižnice so postale to mnogo več kot samo to, da se mi zdi, da bi bil to lahko en tak ključen projekt prihodnosti za Celovec, da bi naredili tako knjižnico, ki bi povezala ljudi v tej regiji in pokazala to dvojezičnost kot eno veliko prednost. Tako da mogoče, če naj kdo posluša iz teh krogov, ki lahko vpliva, mi smo za in pomagamo zraven, da se ustanovi tako stičišče, knjižnično stičišče. Draga Vesna, hvala ti za ta res prijeten, topel, tudi oseben pogovor, poln zanimivih informacij tudi iz tvojega ožjega življenjskega kroga. In se ti lepo zahvaljujem za pogovor, tvoj čas in še plesno in pogumno naprej. Hvala, Katarina, veš, da vedno z veseljem in se vidimo kaj naokrog, ne? Se vidiva. Srečno. Srečno, živja. Slišali ste gospo Vakonik Pajnič v pogovoru z Vesno Hodnik Nikolič, vodjo Slovenske gospodarske zveze v Celovcu.